Reforme je mogoče razdeliti v 3 obdobja glede na dejavnike in spremembe v ukrepih SKP. V 90-ih letih sta bili sprejeti tako imenovana Makšerjeva reforma iz leta 1992 in Agenda 2000 iz leta 1999, v okviru katerih je bila SKP prilagojena novemu trgovinskemu in proračunskemu okvirju s pomočjo postopnega zmanjšanja cenovnih podpor in uvedbe nadomestnih dohodkovnih plačil. Fišerjeva reforma iz leta 2003 in reforma zdravstvenega pregleda iz leta 2008 sta bili namenjeni prilagoditvi SKP novim ciljem na področju trgovine, proračuna in družbe s pomočjo uvedbe neposrednih plačil, nevezanih na proizvodnjo, na vzkrižne skladnosti ter prenosa dela neposrednih plačil, tako imenovana donacija, ter plačil največjim prejemnikom, tako imenovana degresivna kapica, v drugi steber namenjen razvoju podeželja. Prilagoditve pa so bile potrebne tudi zaradi širitve Evropske unije na nove članice, med katerimi je bila leta 2004 tudi Slovenija. Naslednja sprememba SKP se je zgodila leta 2013 in je postala poznana kot zelenitev SKP. Saj je bil takrat del neposrednih plačil, po novem osnovnih plačil, pogojen z uvedbo 3 okoljskih ukrepov. Obveznosti ohranjanja trajnega travinja, diverzifikacije kmetijskih rastlin v poljedelstvu in površin z ekološkim pomenom. Državam pa je bila omogočena tudi določena fleksibilnost pri prenosu sredstev med stebroma. Leta 2021 je temu sledil dogovor o reformi za obdobje 2023-2027, ki je prinesel predvsem spremembe k izvedbenemu delu, in sicer v smeri večje prilagodljivosti ter rezultatske usmerjenosti s pomočjo nacionalnih strateških načrtov. Dogovor je zelenitev nadomestil z okrepljeno navzkrižno skladnostjo ter okoljskimi shemami, v katere ob zagotavljanju nadstandardnih storitev kmetje vstopajo prostovoljno. Razlage reform v literaturi vključujejo 2 skupini dejavnikov. Spremembe v kontekstih zajemajo spremembe v zunanji trgovini, proračunskih pogajanjih in družbenih pričakovanjih. Spremembe v institucijah, predstavljanja in odločanja pa vključujejo spremembe v omrežju politik, utirjenost, spremembe v institucijah predstavljanja in odločanja ter kakovost akterjev. Reforme SKP v 90-ih so sovpadle z oblikovanjem in uveljavitvijo novega mednarodnega trgovinskega okvirja na področju kmetijstva v okviru urugvajskega kroga trgovinskih pogajanj, ki je prepovedal podpore z učinkom na ceno in proizvodnjo, omejil obseg podpor vezanih na pretekle proizvodne količine ter dovolil ostale oblike podpore. Reforme v 90-ih so sovpadle tudi z uveljavljanjem večletnih finančnih perspektiv, ki so zahtevale predvidljivost proračunskih izdatkov, ki so jih omogočala nadomestna in nato neposredna plačila. Na potrebo po omejevanju rasti proračunskih izdatkov je vplivala tudi načrtovana velika širitev Evropske skupnosti na vzhod. Na reforme v 90-ih, predvsem pa v novem tisočletju, so vplivala nova družbena pričakovanja, ki so privedla do tako imenovane paradigmatske spremembe v ciljih, načelih in ukrepih. Proizvodne cilje so zamenjali cilji povezani z javnimi dobrinami, kot so učinkovitost, okolje in razvoj podeželja. Načela zaščite domačega trga in skupnega financiranja so zamenjala načela trgovinske odpornosti in skupnega financiranja skupnih javnih dobrin. Cenovne podpore pa so zamenjali bolj ciljno usmerjeni ukrepi utemeljeni v dejstvih. V okviru institucionalnih sprememb so se ob kmetijskih interesnih skupinah pojavile tudi druge interesne skupine, povezane z vprašanjem okolja, podeželja, zaščite živali in podobno. Tako kot prvotna SKP je tudi obdobje reform pokazalo določeno utirjenost. Odločevalci so reforme načrtovali z mislijo na nadaljne spremembe v kontekstih, čeprav do njih morda na koncu ni prišlo. Tak primer so reforme v novem tisočletju, ki so potekale vzporedno z Doha krogom trgovinskih pogajanj, ki ni pripeljal do uspešnega zaključka. Od 80-ih naprej je prišlo do pomembnih institucionalnih sprememb, ki so vplivali na možnost reform. Odločanje s soglasjem v svetu kmetijskih ministrov je zamenjalo odločanje s kvalificirano večino. Spremembe v postopkih imenovanja komisije
so omogočile večjo neodvisnost tega organa. Lizbonska pogodba je leta 2009 prinesla nove spremembe, s katerimi je Evropski parlament v okviru širitve rednega zakonodajnega postopka na SKP postal soodločevalec. Ta sprememba je Svetu kmetijskih ministrov in Evropskemu parlamentu omogočila, da sta skupaj lahko lažje spremenila zakonodajne predloge komisije, kar je upočasnilo proces reform, saj je predtem lahko Svet ministrov predlog komisije spremenil samo ob soglasju vseh držav. Na uspešnost posameznih reform so vplivale tudi izkušnje in odločenost posameznih komisarjev, ki so izkoristili spremembe v kontekstih in institucijah za dogovor o reformah. Zaradi tega reformo iz leta 1992 imenujemo McSherryjevo, po takratnem kmetijskem komisarju Reju McSherryju. Reformo iz leta 2003 pa Fischlerjevo, po takratnem kmetijskem komisarju Franzu Fischlerju. Kljub obsežnim spremembam ukrepov, kritike SKP ostajajo. SKP še vedno predstavlja okoli tretjino skupnega proračuna. Ukrepi vplivajo na proizvodnjo in imajo negativne učinke na okolje in socialne razlike znotraj sektorja. Potrebne so torej nadaljnje spremembe SKP.